Hrčki sodijo v poddružino glodavcev, v kateri je 18 vrst, ki so razporejene v 6 ali 7 rodov. Čujo, jaz sem Gaja. Tukaj noter se skriva moj mali hrček Mini, stara je dobri 2 leti. Oglasili so se zato, ker ima na trebuško večjo bulico, tudi vijolične barve, tako da so prišli pokazati. Odločila sem se za hrčka, ker sem hvala neko mičkano žival, ampak za psa nisem mogoče lih primerna oseba, tako da hrček se mi je zdel čisto v redu. Ne zahteva neki ful velik nege. Enkrat na teden pač spucam kletko, voda se zamenja enkrat na dan, kar ni spet neki veliko obveznosti. Dam jo ven enkrat na 2 dni, recimo, da ni preveč stresno za njo, se malo igra, v tisti kugelci laufa naokoli. Tako da mislim, da se ima čist fajno. Tako da je čist simpatično imeti enega hrčka. Po noči je mogoče malo nadležno, kad tista kolesa vrtijo, pa malo norijo, ampak se navadiš, tako da ni hujške. Dober mesec nazaj, mogoče 2, sva se tudi oglasili, ker je imela hematom na nogici. Najverjetneje, ker je padla, se zataknila v kakšnih rešetkah, da smo pol pač pozdravili, je bilo v redu. Zdaj se je pa na trebuščku nekaj novega pojavilo, tako da so prišli pokazati, da vidimo, kaj je, če je kaj hujšga, ali je sam starostno kaj. Obstaja 24 vrst hrčkov. Prve so odkrili v Siriji, živijo pa tudi v Grčiji, Romuniji, Belgiji in na severu Kitajske. Naši živalski prijatelji so gurmani tako kot mi. Obožujejo priboljške, ki bi jih, tako kot mi, najraje pojedli celo goro. To je vižla, saga 800 cara. Zjutraj je pojedla vrečko priboljškov, ker so mi padli na tla in je pač to bil največji žur in je pač fajn dišalo in je pač pojedla. Zato smo tukaj. Lepa plastična vrečka. Plastična vrečka, ja. To so bili najboljši priboljški v tisti vreči, da bi pač bilo učenje najbolj uspešno. Je bilo, na nek način. Pridite. Kaj nas pa muči? Vrečko je zjutraj pojedla polno priboljškov, plastično vrečko. Super. Ja, super, ja. Najbolj me tole mater, no. Se pravi, ja. Če bi bilo samo to, ni po mojem. Mislim, tudi to ni fajn, no, ampak vse. A velikost je bila ta? Točno tako, ja. Cela je šla? Ne, cela je šla not, ja. Aha, okej. Pa se kaj trudila zbruhati ali kaj takega, da bi na živce šlo? Ne. Par koščkov še, mogoče toliko, en ta košček je bil narezan. Za odpoklic najboljša možna, potem je pa dol padla, pa je pač zagrabila, pa požrla. In je šlo v enem kosu dol? Ona je sicer že en mesec nazaj požrla eno lateks rokavico in tisto je potem... Ste jo pokakali? Ne, izbruhala jo je čez 2 dni. Tako da zdaj ne vem, ali bo tukaj isti sistem ali pa pač... Mislim, idealno bi bilo, če bi bil. Zdaj, če bi čist zjutraj takoj prišli, pol bi vam dali peroksid, pa bi v vsakem primeru poskusili zbruhati. Če veste, da je ona taka, da ima popadke za kaj pojesti, vam bom dala jaz za domov peroksid. Če se vam to zgodi, jo nafilate s peroksidom, je to avtomatsko revoltno bruhanje. Imate še vse en šanso. Zdaj, čez toliko časa, jaz verjamem, da je vrečka še v želodcu, da ni verjetno še kam silno daleč naprej odpotovala, a ne? Če bi bile pa kakšne druge stvari, pol pa v bistvu hrana v želodcu zdrži tam pol ure na uro, pa potuje naprej, pa ima pa celo metražo črevesja, s katerim se pol mučiva, da pač uspeva to vam pokakati, a ne? Nazadnje je bilo cirka 30 ur za tem, no? Recimo, ja, se to ostane, ker to ne gre to hit naprej, ne? Ker ni prebavljiva zadeva, tako da... Mašno ti bomo naredili gor. Ali pa nagočnik. Ja, se to. Bom jaz za rentgen šla pripraviti, pa bomo na slikca naredili. Doktor Simon Oberstar se bo posvetil prišlekom z Češke. Kot vidite, je že kar zgodne jutro. Naše delo se včasih začne kar zgodaj zjutraj. Predvsem danes smo na kmetiji Šuštaršič, to je v dolini reke Iške. To je ta lepa dolina, ki priporočam tudi za kakšen lep izlet. Mogoče bo pa šli mimo te kmetije, ki se ukvarjajo s prirejo mesa. Tukaj redijo telice in pa bike pitance za meso. Na kmetiji smo zato, da jih bomo preventivno cepili proti virusnim obolenjem. Cepimo z vakcino za bovino-virusno diarejo, sincicijski virus in pa parainfluenco. Istočasno bomo rejcu dali tudi poseben pripravek. Živali so pripeljane iz tujine, tudi stres je bil, včeraj zvečer so pripeljane, čez noč so mečkam počivale, da se mečkam klimatizira, potem se jih pa pocepi. Rejci jih bo potem tudi polil s posebnim pripravkom proti notranjim ter zunanjim zajedavcem. Kmetijo imamo že od zmeri,
V zadnjih 7 let se bolj intenzivno ukvarjamo. Najprej smo povečali število živali, čez 2 leti še malo povečali. Imamo okoli 80 glav živine, obdelujemo okoli 60 hektarjev zemlje. Je pa kmetija tako, da v bistvu noben ni zaposlen na kmetiji, pa vsi delamo na kmetiji. No. V Sloveniji je primanjkljaj telet za pitanje. Se zelo težko dobi, oziroma so črede mlečne, ki potem ali pa dojilje, ker vzrejo ta teleta, rečemo, do jeseni, potem jih prodajo za nadaljno rejo, vendar v Sloveniji je kar velik problem, tako da jih dobijo iz Slovaške, Češke, tudi iz Irske. Bikci pridejo težki okoli 250 kg, med 200 do 300, stari so 6, 7, 8 mesecev. Pri nas so okoli 1 leto, dosežejo končno maso okoli 750 kg, potem gre pa večinoma, zdaj zadnje 3 leta, izvažamo v Italijo. Pa jaz imam občutek, da Slovenci ne cenijo slovenskega mesa. No. Ker v Italiji, recimo, v Sloveniji smo dali v klavnico, so malo komplicirali, v Italijo je prišel in rekel hvala, da je bilo v redu. Ne. Cena tazga telička, ki ima 200-250 kg, se giblje tam okrog 700 evrov brez davka, to je kar velik strošek. Ne? In če pride do poginov, če si predstavljate, da je to, če jih pripelješ nekaj 10, v tej čredih so jih pripeljali, mislim, da okrog 33, če pride do pogina samo enega telička, samo vakcinacijo, ki je občutno manjša, že lahko rešiš. Ne? 3 leta nazaj smo pripeljali bikce in so vsi zboleli, čisto vsi so zboleli. In od takrat naprej sem potem z veterinarjem govoril, je predlagal to. In od takrat, se pravi 3 leta nazaj, ko smo to prvič naredili, nimamo več težav. No. Kar jaz hodim na to kmetijo, vsako leto cepimo, oziroma ko dobijo mlada teleta, mogoče da potem eden zboli čez kakšen mesec, čisto zaradi stresa, pa mogoče samo enega zdravimo, vse ostalo je bilo v redu. No. Tako da je kar za potrkati na les, no, da imamo zelo dobre rezultate. Včasih rejci mečkan kalkulirajo, a bi cepil ali ne, ampak priporočam, vedno je bolj še tistih par nekaj evrov za preventivo, če je strošek vrednost enega telička, preventiva že praktično rešiš. Če ti pride 2-3 pogini, si že kar v negativni bilanci. Ne. Ta višavski terier je bili, 13 let ima, za njega se je dočila hčerka, ker je hčerka hotela imeti tole pasmo. Do 8. leta sva tekla na orle, na deben vrh, po Urhu, do 10. še hitro hojo. Zdaj po 10. letu je pa gospod rad, grejo pa samo še po ravnem lepo peš. Na začetku je bilo to tako, da je bil on uček vnet, 2-3 dni je trajal, ni šlo nazaj, sem prišel do Jana, pa sem mu rekel, nekaj še orang pregleda. In potem je on videl za zobke, ker jaz nisem niti opazil, ne, da je odzad čist zelen zobek rjav na obeh straneh. Pa zdaj smo pač zato parkrat prišli kar kašlja, pa mu gre včas tale ven bel kašelj. Mi smo se že prej pogovarjali, da bi ga dali v narkozo zaradi zobov, ker ima zelo porazne. In smo naredili preiskave in je bilo vse relativno ok. Tako da potem smo hoteli samo še slikati, pa videti, če je on infekcijsko, kaj prezela, smo še kri vzeli. In je bilo tudi relativno v redu. Slika je bila ok, tako da pljuča so bila v redu, izkazalo se, takrat jaz nisem mogel sprožiti kašlja z stiskom grla, tako da nismo točno vedeli slišati, tudi klinično ni bilo nekih ropcev, karkoli, klinično ni bil fejs prizadet, razen z kašljem. Čim je se malo gibal, karkoli začel kašljati, tako da je bil sum na mogoče neke tumorje v pljučih, pa smo hodili bolj kot ne to izključiti, tako da smo poslikali. In kri smo bolj kot ne vzeli, da izključimo pa potrdimo pljučnico ali kako močnejšo infekcijo. No. Tako da prvi se je izkazal, da ni nič resnega in na sliki smo slučajno opazili snovi v abdomnu, v trebuhu, ki so imele isto radiosposobnost kot kosti, podobno zelo. No. Saj sence so se videli na zelo podoben način, kar pa mi je dalo sumiti na neke snovi, pač na kosti ali pa da je pes nekaj pa takega pojedel. Pesnik je rekel, da ni možno. Da pa nam ni bilo jasno, kaj pa smo se za dan zmenili, da naredimo kontrolni rentgen, da vidimo, kaj se je dogajalo. Ne? Neke bele pikce se na slikah vidijo, da ne bi bil ostanke kosti sam. Mu jih tudi nisem dajal, ko je bil v top formi. Jaz Janu 100% zaupam.
100% in peti. Tako da bo sigurno najdla ta pravo terapijo. Mogoče bo že danes rekel, da ni nič po slikanju. Da se ne bo več videl teh kao belih pikic. Ne. Če pa se bojo še videli, bo pa sigurno ugotovil, kaj je. Vedel pa bo, da niso kosti, 100%. Da je bil pa še pod nadzorom žene 24 ur, ne sam pod mojim. Z rentgensko sliko bomo poskusili locirati to našo izgubljeno pogrešano vrečko. Psička je požrla vrečko polno priboljškov. Zdaj ne veva niti, ali jo je zgrizla, prežvečila, skratka, očitno je pač pogrešana cela vrečka z približno 10 do 20 grami priboljškov. Jaz pričakujem, da je to ostalo še v želodcu, da ni se še kaj uspelo razgraditi pa naprej odpotovati. Zdaj, glede na to, da je plastična vrečka, se slabo na rentgenu vidi, oziroma ne morava zdaj čisto točno locirati, ker nima dejansko nobenega kovinskega dela. Želodec je poln, težko pa rečem, ali so zdaj to samo priboljški, ali je zdaj še kaj od prej hrane ostalo. Tako da bomo pokontaktirali kolege, ki bojo naredili endoskopijo, se pravi gastroskop, preverili, če je vrečka še v želodcu, pa jo ali saj predrli, pa odstranili tisto, kar se plastičnih delcev da, ostalo pa počakali, da se bo presnovila. Jaz bom zdajle poklicala kolega dr. Saviča, jaz nimam endoskopa. Oni za Bežigrad imajo endoskop, pa ga bom vprašala, če je kakšna opcija zdaj gastroskopijo narediti, pa preveriti, kaj se s to vrečko dogaja. Saj tisto, kar se da ven pobrati. Ostalo zaradi briketarjev se glih, tudi če ostane. Kar doljo dejte, pa se slečite, pa plačite, jaz bom pa njega poslušati. Doktorica Selanova se je po posvetu oziroma telefonskem pogovoru odločila, da psička ne bo šla na endoskopijo, ampak bodo zgolj s peroksidom poskusili sprožiti bruhanje. To je zdaj 3-odstotni peroksid, s katerim bomo poskusili pač sprovocirati, da bo psička tole vrečko dala nazaj, da bo lahko še naprej brikete na sprehod nosila. Dej, ajde punca Daša, dej. Dali smo ji sredstvo proti slabosti. Upamo tudi, da bo to vrečko enako uspešno, kot jo je požrla, tudi z bruhanjem izločila. V primeru, da ne, potem pač seveda opazujemo, kaj se bo s tako živaljo dogajalo, kako bo potekala prebava. V najslabšem možnem primeru bi bilo, da vrečka ostane v želodcu, da se zatakne nekje v tankem ali debelem črevesju, kar pomeni operativen poseg, s katerim odstranimo tak tujek. Teh predmetov se v naši praksi vedno najde kar nekaj. Živali so igrive, živali so zvedave, so hitre, vsi taki predmeti so jim zagotovo zanimivi za igro. In seveda v tisti besni paniki, da jim slučajno lastnik ne bi odvzel njihovega plena, pogoltnejo to, da pač dejansko zaščitijo svoj plen pred lastnikom, ki bi mu to želel odvzeti. Torej zdaj jo peljeva na sprehod, pa se vrneva čez... Zdaj na 4 ur se pejta na sprehod, pa se vrneta nazaj, pa bo ostala tle toliko na flaši, pa se pa vidimo tam enkrat po 4 urci, no? Tako da vidva šiht zaključita, pa pridita. Evo, Saga, pet. Hvala. Ja, živijo, čau. Po oglasih bo dr. Marešal ugotavljal, kako nevarna je hrčkova bulica, kaj je vzrok različnih težav višavskega terierja. Dr. Oberstar pa se bo posvetil cepljenju čeških bikov. Hrčica Mini ima na trebuhu bulico, ki si jo bo zdaj ogledal dr. Le Marešal. Julia. Ok, kar na mizo. Bulico imamo na trebuščku, pa bi vijolične barve, ne? Grize? Začela je grist. Zdaj je začela griz? Ja. Super. Tako napihnen trebuh na ful. Bulica pa je? Cel trebuh. Aha. Bila je čist suha, zdaj pa
Da pač probamo. Koliko je stara ona? 2 leti. 2 leti pa 2 meseca. Okay. Tu bom s prsti kaj težko kaj ugotovil. Že kako je pridna. Že je pridna. Tako, da nazaj. Tiško. Tako. Oziroma. Zdaj pa bom sam preveril kartoteko. V kolkem času pa ta trebuh zrastel? Par dneh. Sum na nabiranje tekočine v trebuhu, na scites, ne. Tako da bomo videli pol. Okay? Hrčka bo potrebno obriti, da bo dr. Le Marešal lahko opravil ultrazvok. Preiskava z ultrazvokom je neinvazivna diagnostična metoda, s katero dobimo vpogled v notranjost mehkih tkiv. Diagnostika temelji na razlikah v refleksiji in absorpciji različnih tkiv na ultrazvočno valovanje. Tkiva z veliko tekočine slabo reflektirajo ultrazvočna valovanja oziroma jih dobro absorbirajo in jih označujemo kot hipoehogena. Tkiva, ki reflektirajo ultrazvočne valove, pa označujemo kot hiperehogena. Vse to črno Ja. je tekočina. Ja. Vidite, to je vse polno tekočine. In organi pa so stišeno doli. Tako da je definitivno to ascites, ne. Vidite, zapravo kole se vidijo. To je vse tekočina v hrčku noter, ne. Hrčico še stehtajo. Tehtnica je pokazala 23 gramov, kar pomeni, da je od zadnjega obiska izgubila nekaj teže. Kako pa je dost? Pa se mi zdi, da kar je. Malo je zbirčna, pelete pusti, tako da mora kupovati tisto hrano brez peletov. Dosti krat bi jaz posumil, ko dobim take podatke, da žival podosti je pa hujša, da gre pač, da gre za starejšo žival. Sploh pa, če imamo še kakšen ascites, da gre najverjetneje za kakšne spremembe na jetrih, ne? Tudi z kakšnimi možnimi metastazami po abdomnu in povzroča izločanje tekočine. Tudi osmost ravnoteže se ruši, pa zaradi tega lahko pride do nabiranja, bomo rekli, tekočine v abdomnu. Glede na informacije, ki jih imam, težko zdaj gremo neko zdravljenje, lahko dam edino podporo jetrom, zdaj pa pri hrčku bi bil to najboljši način samo z vitamini. Pa nekaj bi mogli dati za odpravljanje te tekočine, ne. Zdaj pa, tako bom rekel, lahko, da ne bo nič pomagalo, bo šlo naprej, pa jo bomo mogli dati spat, zato ker se bo stanje poslabšalo. Zna pa se tudi zgodi, da se bo zadeva do neke mere ne popravlja čist, ampak da bo prišlo do neke točke, da lahko ona živi relativno dobro življenje do konca. Zdaj pa konec je tu najverjetneje zelo blizu, ne. Tako da, če nam uspe zadevo umiliti, da izboljšamo kvaliteto življenja, glede na to, da operacija jeter, kemoterapije, takih stvari najverjetneje ne bomo delali, ne. Razen če bi, to morate povedati. Te bo že mučeno. Pač kaj to kmička, no. Ma ja, pa tudi tako bomo rekel, tudi če bomo izboljšali, bomo to v obdobju nekaj tednov in bomo izboljšali za obdobje nekaj tednov. Tako da jaz bi res predlagal, da probamo prvo tak, pa bomo videli, kako se to nese, ne. Povprečna življenjska doba hrčkov je 2 do 3 leta. Najstarejši hrček naj bi dočakal 7 let. Eno hrčkovo leto je dolgo 25 človeških let. Rentgenska slika 13-letnega višavskega terierja je med prejšnjim obiskom pokazala, da ima v telesu nekaj kostem podobnega. Slikali ga bodo še enkrat, da bi videli, ali so tujki še vedno tam. Z rentgenskim slikanjem se ugotavljajo tako spremembe in poškodbe na trdih, kot na mehkih tkivih in notranjih organih.
Pri rentgenskem slikanju se lahko uporablja kontrast, sredstvo, ki je inertno za organizem in poudari spremembe, pokaže prehodnost organov in pritisk nanje. Okay. Torej, slika ni podobna temu, kar smo videli zadnjič, ampak je še vedno nekaj not, ja. Te bele pike, vse, ne? To ima dejansko podobno upornost oziroma senco dela kot recimo vrtenca, če primerjamo, ne? In kot da bi bili eni deli, pa tudi kot da bi bile neke palčke, ne? Ampak se vidi, da je to vse v črevesju noter, to ni del abdomna, tako da je nekaj, kar je v zvezi samo z prehrano, ne? Zdaj pa, če on nima problemov s prebavo, in zdaj se posebej pazi, da ni nič takega pojedel dobo ali kaj takega, ne? Okej, zdaj on ima konstantno nekaj takega, očitno pač nekaj, kar mu dajete, se tako vidi na rentgenu, ne? Tako da, če on klinično dober, jaz pa naj tu v zvezi s tem karkoli delal, ne? Tako da to je glavno, da smo pač izključili, da ni kaj drugega, pa da dejansko nekaj, kar pasira, kar ni vedno na istem mestu, pač vidi se kot nekaj, kar ima večjo mineralizacijo kot na sliki, tako da imaš malo večjo gostoto in je pač bilo fajn to se prepričati. Tako da mislim, da je to, jaz to ne bi nič kompliciral. Kaj se pa kašljanja tiče, takrat smo že zadnjič rekli, da je bila slika okej, ne? Pa zdaj je on sicer boljši, ampak še vedno kašlja, ste rekli, ne? Kaj pa kašlja sigurno kot prej, ne? Ampak je še vedno koliko manj približno? Jaz sem ga včeraj, ne vem, 2-krat, 3-krat slišal, prej pa vsak sprehod, ne? Rečemo zjutraj, pa sem pa to povezoval s tem, ker je malo bolj mrzlo, ne? Popoldne sigurno ni, ne? Danes zjutraj rečemo enkrat, smo bili že pred 6 odzuni, če smo pa mogli še taščo pelati nekam. Smo bili že toliko zgodili. Pa popoldan, ker sonček pa nič. Če on še kašlja, pa dokaj je na terapiji, bi vam dal pa nekaj proti kašlju, da se to pri njemu umiri, vse skupaj. Dajte ga samo malo na mizo, da jaz nekaj preverim. Ja, prav. Kot kašlja in... Zdaj, glede na njegovo precepljenost, jaz mislim, da on tu ni gre za kužni kašelj, ampak gre samo za vnetje, ki ga moramo nazaj spraviti in ta produkcija mukusa je tudi s tem povezana. Rentgen pa kri sta pokazala, da pljuča tudi, ko sem poslušal, so bila pljuča čista, tako da to ni. Ko smo videli kosti, smo pomislili, da bi mogoče lahko bilo nekaj, kar dviguje gor, pa draži ta del, pa povzroča vnetje v tem predelu s kislino in bi lahko bil sum na kakšen refluks. Zdaj, ko smo pogledali malo boljše, ne vem, mislim, da ni tu nekega vzroka, tako da gre pa prosto za vnetje. Menjava vremena se je ohladilo, on se je začel obnašati tako kot marsikdo, ko pride do take menjave in jaz mislim, da bi bilo treba tudi samo vztrajati za terapijo naprej, da se to pomiri. Jaz sem pa dal samo še nekaj, da se ta kašelj bolj umiri, da se mu dejansko tudi, ko vsakrat, ko on za kašelj pride do mehanskega draženja, pa že tu se dosti lahko doseže samo s tem, ko se to prepreči, ne? Tako da mu bo se pol dajali sirup, pa je to to. Ob ugotovitvah doktorja Marešala si kuža oddahne, še bolj pa si bosta zagotovo oddahnila njena skrbnika. Zdaj vemo, kaj je in ni nič zaskrbljujočega, tako da, kar se tega tiče, je bili BP. In tudi ni nekih kontraindikacij za narkozo, tako da bomo počakali prvo, da se ta prehlad, ki je najverjetneje samo prehlad, pomiri. Oziroma, če se kaj pokaže, da se še pokaže in če je vse okej, bomo dali ga v roku nekje, čez nekje 2 tedna bo šel pol narkozo, da mu še zobke poštimamo. Naše delo veterinarjev ni samo zdravljenje. Zelo veliko je namenjen tudi preventivi. To pomeni, da zaščitimo živali, zato da ne bi zbolele. Ali s preventivnim cepljenjem, proti zajedavcem, proti virusnim boleznim in tako naprej. To delamo z bikci, ki niso vajeni ljudi, to so napol divje živali. Kakšen mesec nazaj sem dobil kar orang poškodbo, ne. V tolikih letih ni bilo, ampak tak mečken bikec, mogoče 80 kg, ki je skočil name, ker sem jih takole cepil in prišlo do kar poka nekih reber, no. Ampak to je tako, ne.
v tolikih letih lahko pričakuješ, da pride do kakšne poškodbe. Mačkam stisne zobe, pa je to. Gremo kar v hlev noter, pa bomo videli. Evo. Pregovor pravi, da je previdnost mati modrosti. Doktor Oberstar se ga bo vsekakor držal, ko bo pristopil k češkim bikcem. Zelo pomembno je poskrbeti, da so živali pod čim manjšim stresom. Ko jih bomo iz tega konca sami bomo dali lepo noter v oboro, potem pa grejo naprej v svoj boks. Da je čim manj stresa, da se živali čim manj vznemirjamo. Zdaj, prišle so to je bila tudi dolga pot, verjetno v zbirni center. Tam lahko dobijo različne viruse, tako da se živali potem umirijo in so čim bolj primer. In to je to. Zdaj se vidi, da imajo tudi mogoče brez lakava mesta. In to so tipični kožni zajedavci. In zaradi tega bo ta polil in bojo potem še polil zaradi tega, da se zaščitijo. In potem je boljši prirast, nimajo parazitov. Tle Ljubljansko barje tudi, ker je krma lahko včasih tudi poplavljena in se prepreči invazijo z metlajem in z drugimi želočno-črevesnimi zajedavci. Velika pridejo, imamo ponovadi mi tako navado, da so 2 dni na suhi mrvi, potem jih postopoma začnemo privajati na končni obrok, pa po enem tednu po prihodu jih pa še polijemo proti zunanjim in notranjim parazitom. Evo, zdaj smo zaključili z delom, s to preventivno vakcinacijo. Kot ste lahko videli, je potekal brez težav, praktično. Bikci so bili rahlo vznemirjeni, ampak to je čisto normalen proces. Zdaj, ravno zaradi tega, jaz se tudi svež kombinezon sem bil oblečen, obujke, rokavice, pa tudi na ta prvo kmetijo zjutraj sem prišel. Jaz zmeram take stvari, ki so, grem zmeram delati čim prej zjutraj, zaradi tega, da iz drugih kmetij ne bi kaj prinesel na to kmetijo. Vakcinacija se ponovi potem čez 3 do 4 tedne. Tako da čez 3 tedne bomo še enkrat prišli na kmetijo, jih še enkrat pocepili. Ta zaščita sama, kot sem že prej rekel, zelo veliko tehta. Če se pač rejec odloči, tisti finančni odtegljaj ni toliko v primerjavi s tem, če pride do kakšnih poginov. Masovni pogini, pa to se največja škoda povzročajo potem rejcu in tako. Doktor Le Marešal je z ultrazvokom ugotovil, da je bula, ki jo ima hrčica na trebuhu, tekočina, ki se nabira v abdomnu. Smo ugotovili, da ima naša mini v trebuščku prekomerno izločene neke tekočine, tako da bo mogla zdaj vsak dan 4-krat na dan dobivati diuretik. Mogli ga bomo v bistvu z injekcijo vstaviti v trebušček na 6 ur. Hkrati bo mogla dobivati dodatne vitaminčke, da bo nadoknadila vso vodo, ki jo bo izločila, tako da se čez 2 dni ponovno spet vidimo, da vidimo, če se stanje izboljša. Fajn stisnete, da ne more nič kaj dosti migati. Jaz sem pod kožjo. Do zdravila. Ok? Ja, ne vem, kako globok. Čisto malo, da pridete čez kožo, sporedno s telesom, ni treba zdaj tak, ampak tak, pa porazravnate pa malo spodaj, če bo šlo. Če ne bo šlo, pa... Srček je tu. Vi imate tu, to je trebušček, kjerkoli na tem področju, ok? Bi šlo? Če ne, morate 4-krat na dan voziti nam na pikanje, pa zjutraj pripeljete, pa mi pihamo. Smo še vedno prej eno obdobje čez noč, ko ne morete. Je kar zoprno, sploh je tu kmičkano vse, ker nimaš njih občutka, ali si to pravo mesto zadev nisi, a bo ali ne bo, ampak če bo ona pol boljš bo, se splača. Dejansko nimaš kaj, stara je že toliko, vsak pride do enega konca, pač upamo, da bo, ne vem,
vsaj malo lažji, no, da ne bo pač v takih bolečinah, kakorkoli. Čeprav en tak mini hrček, no, ga imaš vsak dan tako vse, pa to tako podzavestno se pa kar navežeš. Ker dejansko ga imaš vsak dan tako 2 metra stran. Ja. Imela sem že prej mogulskega skakača sicer, tako da sem tudi tam že izkusila po letu pa pol, da pač je umrl, no. Tako da ja, sem vedela, da je to hitro, da pač se zgodi prej, kakor si misliš. Ampak hvala Bogu, no, zdaj nekako vemo, da se pač približuje den, da ni pa to sam tako iznenada, no, da pač se lahko malo pripraviš, če lahko tako rečemo. Po mojem bom pa imela še kakšnega hrčka ali pa ne vem, neko miško, ki so mi res tako simpatični, take luške, ne, z živalcem. Ne vidimo dosti takih hrčkov. Jaz mislim, da je vzrok v tem, da ljudje teh stvari ne opazijo dovolj pogosto. Tako da ta lastnica je videla nekaj. Jaz mislim, da zaradi tega, ker žival dostikrat prejema v roke, ker tudi opazila, da je v zadnjih 2 tednih začela malo bolj grickati, kar je prej ne delala, kar pomeni, da ima non-stop po rokah in dejansko taki lastniki bojo prej tudi opazili spremembe na svoje živali. Tako da moj nasvet, če imate male živalce, ne se jih bati, čim večkrat jih primite v roke, če bo karkoli narobe, boste to prej opazili in boste jim lahko tudi s tem prej pomagali. Čau, Dio! Včasih je potrebno injekcijo za živali uporabljati tudi doma. Seveda postopek ni tako lahek, zato bo napotke predstavila doktorica Selan. Na pregled se vrne tudi Ariel, kuža, ki se je zastrupil s podganim strupom. Je šlo na bolje ali ne? Kaj je mikrosporija in kako nevarna je, pa bo pojasnil dr. Le Marešal.